Ja, ne morem vse sem sam. Ne, babo mi drug vprašanje, če bom šel. Namreč zdaj imamo podatke, vi ste povabili za 14 evrov na zelo dobro kosilo, Mišlenovo restauracijo, za 14 evrov posebej. Zdaj imamo pa podatke, vam kar povem, poglejte, Židan ima težave z erekcijo, Počivalška daje huda pohota, Rjavc sanja o lutki za napihen, Bratuškova poje Šivala šivilja je zvezdo, Cerar pa si želi, da bi delal v klavnici. To je vse posledica vašega kosila za 14 evrov. Dajte mi povedati, kaj je bilo v tem kosilu, ker to kosilo, strokovnjaki pravijo, jaz sem govoril z gospod Roš, to košta 300 evrov, vi pa 14 evrov. Kaj je bilo za eno vino? Kaj je bilo to za eno vino? Ja, poglejte, vino je bilo dobro, narejeno je bilo po metodi Pierre in Marie Curie. O, je bela cesta. Ja. O, je bela cesta. Kaj? Kaj pa ni v redu? Ja. Piše vrhunsko vino. Ja, vrhunsko vino, ja, ampak 14 evrov, ne? Ja. Kaj boš zdaj naredil? Po metodi Pierre in Marie Curie. Marie Curie. Ja, to pa verjamem, da je bilo. Ribe so bile čudne, nekaj govorijo, odkje so bile te ribe? No, ribe so bile iz Černobila, tako da ne vem, če so bile ravno čudne. Mislim, jaz nisem kuhar, ne? Jaz sem samo plačal, imele so pa res 3 plavuti, ampak je bilo tudi gostov več, ne? Ni bil samo en. Tako da smo mogli nekaj narediti. To je pa zdaj naslednjo leto napovedujejo, da bo kriza, v državi je treba šparati. In poglejte, smo dobili tako ribo, ki je imela 3 plavuti. Poceni? Dobro, poceni. To pa druga stvar. Po se pritožuje, Cerar mi je oče, jaz sem prijatelj z očetom od Miro starejši. Je rekel nekaj, odkot je bila pa ta zelenjava, neke srajčke, neke podobne zadeve. Iz Arhangelskega. O, je bila. Veste, da je to največje pokopališče jedrskih odpadkov? Ja, vem, ja. Pa ste še tam zelenjavo? Ja, seveda. Zakaj? Ja, kako boš pa naredil zdaj en meni, ki je drugače vreden 300 evrov za 14? Kako? Ja. Ne gre. Ne more. Ja. Ne gre. To vino, imate še kaj tega vina po Pierre in Marie Curie metodi? Ja, seveda, boš lahko probal. Ja, ne. Ampak zdaj posledico ste imeli pa še nek žele, neka sladica. Ja, sladica je bila, pa preliv je bil, ne? Ja. Zdaj sladica je bila iz Bajkonurja. O, je bila, ja. Ja. Ste šli, ja. Pa je bilo dobro, so vse pojedli. Vem. Ne, so vse pojedli. Ja, bilo dobro. Pa je bil pa še en žele, poseben preliv. Ja, to je pa iz Aralskega jezera. O, moj bog. Smo pa tam dobili. Koliko je to koštalo? Malo, to ni bilo veliko, ta preliv, to ni bilo. V bistvu to, da ta transport je celo več stal, ne. Marjan, premier, moram reči, da tole je bilo kar drago kosilo. Ja, ni bilo 14 evrov. Ja. 14 evrov. Vsi so se najedli, krasno je bilo zloženo. Ja. Drugače bi tako kosilo jedel za 300 evrov. Ja, dobro. Pri gospe Roš šele čez 7 let. Šele čez 7 let. Mislim, pri meni so pa takoj dobili. Tole vino po Pierre Marie Curie metodi, v redu, ok. Imamo že gospoda Cerarja, Miro pustimo zdaj podatke o tem, da boste stranke letela. Kaj vam je pokosilo? Kako se je začelo dogajati, da bi v klavnici delali, ker vi ste vegetarijanc? Ja, res je. In potem, se ni takoj začelo, veste. Ste spili vino? Sem spil vino. Kako je bilo? V redu vino. Se rekel malo drugačen okus, ampak jaz rad preizkušam nove zadeve. Riba? Riba dobra. Riba dobra, imela je nekoliko več plavuti, ne, in potem režem tiste plavuti in je bilo krasno. In sem pojedel to. Potem tudi tisti preliv, ne, na sladici mi je bil čudovit. Iz Aralskega jezera. Ste vedeli to? Ne. A ste vi vedeli, da so ribe iz Černobila? Ne. Pa vas kaj mot? Ne, zakaj bi me, ne? Pač riba kot riba. Takoj po kosilu se vam je želja, da bi v klavnici delali. Ja, to pa res. Potem pa pridem domov, sem rekel, mater bi, ko bi videl tistega prašiča, ga bi zaklal, bi kri špricala, in potem bi krvavico naredil, fajan zvil, pa zavezal, ne, potem na koncu pa dal tisto palčko.
Špilo, ja. Ja, noter. Ampak prej niste slučajno ne mogli? Ja, seveda ne, nikakor ne, jaz sem le vegetarijanec in z tega ne. Živali se mi smilijo. Ne. Z nami je tudi Karl Erjavec. Karl, takoj po kosilu ste šli kupiti napihljivo lutko. Ja, res je. Kaj je bilo? Takoj, pridem ven, sem se najedel, zdaj eni pravijo po kosilu dober, mu moraš iti za pol ure počivati. Sem rekel, ni šanse, sem šel, kupil lutko napihljivo. Kaj ste delali? Sva se lepo imela. Ja, pa kaj ste delali? Sva se lepo imela. To je bilo pa res nekaj tako čudovitega, take emocije, ne morem ti povedati, ne morem. To je pa res nekaj, kar je neverjetno, res. Prvič po dolgem času sem se jaz tako počutil, a veste. Ponavadi me skozi napadajo, pa una ta mala mi hoče stranko prevzeti, pa uno. Evo. Pa je, dobim to lutko, prijazna, nič me ni napadala. Krasno sva se imela. Dve ribi ste pojedli, ne? Dve ribi sem pojedel, ja. Vidim, imate majico I feel Černobil, ne? Tako. Ja, kako pa to? Ne vem, ker je dobra riba, sem rekel, Marjan, odkje pa je to? Je rekel iz Černobila, sem rekel, krasno, da ima tako dobre ribe. Ne vem, zakaj na ljubljanski tržnici ne dobiš iz Černobila rib. To pa res ne vem. To je pa res škoda. Ne vem, imaš vse iz Italije, tam dobiš iz Černobila pa ne. Ja, če boste v Desusu kupili te ribe, boste... Če bi bil zunanji minister, bi to bilo tukaj na naših tržnicah. A ta zelenjava... V trgovini, v Hoferju ne dobiš iz Černobila. A ta zelenjava z Arhangelska, kako je bilo? Dobra. Res? Res dobra. Kakšna je bila solata? Izjemno velika, nekaj metrov je bila. Nekaj metrov, listi so bili dolgi, več kot 1 meter. A veste. Pa vas je to kaj motilo, ali kaj? In sem mogel najprej odsekati, pa šele na karožnik dati. Ne, dober, naješ se, karasen je, a veš. Dober je. Dobar je, v te kosilo Marjana Šarca bomo še govorili. Ampak tudi sočna. Res je bila sočna, krasna je bila. S koso smo jo. A veste, v pričo nas so s koso odrezali. A to ona dva natakarja? Tako. Ja. Sem ravno kar gledal Radio Gaga, pa me je prijelo. Če ga želite tudi vi gledati, zavrtite naslednji posnetek, drugače se pa naročite na YouTube kanal. Saj ni bog ve kaj sam. To je.